Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Lidija in rada bi delila z vami mojo zgodbo spreobrnenja. Rodila sem se v katoliški družini, v tradicionalni katoliški družini, opravila vse zakramente in po končani birmi in osnovni šoli sem se počasi začela odcepljati od cerkve, verjetno zato, ker nisem imela živega odnosa z Jezusom oziroma žive vere. Šla sem na stranpoti in v mojem srcu se je tudi začela rasti sodba do cerkve, videla sem samo še slabe stvari. In ko sem potem iskala vse povsod, nekoč hodila po Ljubljani, v srcu slišim glas, ko se boš vrnila k meni, boš imela v srcu mir. In jaz sem takrat vedela, da je to Jezus, da mi Jezus govori, ampak ta uporniški duh se je v meni zbudil in sem rekla, ne, ni šans, nikoli se ne bom vrnila v cerkev, ne. Ampak pač naša pota niso Božja pota. Tako sem kasneje, nekaj let kasneje, sem se preselila na Ljubljansko barje, v eno vasico, kjer sem spoznala tudi Pijo in Sašeta in kasneje tudi Sandro. In takrat se je začelo novo obdobje mojega življenja, moja pot spreobrnenja. Poleg molitve mojih prednikov, preko pogovorov, izkazane pozornosti in ljubezni mojih prijateljev, sem začela na novo odkrivati cerkev, na novo zaživeti v bistvu ali pa sploh živeti en živ odnos z Jezusom, eno živo vero. In tako sem se počasi vrnila v objem cerkve. Še posebej je pa na to vplivala tudi ena misel, ki sem jo tako nekako sprejela v svoje srce, in sicer, če hočeš, da je cerkev boljša, bodi ti boljša, ne? In tako potem je začela ta sodba v meni kar plahneta, ne? Vse se je začelo topiti v meni in lahko sem na novo zaživela pač ta odnos z Bogom in s cerkvijo. Potem smo šli pa v Medžugorje na festival mladih in tam je bila pa res še ena posebna milost mi dana, ko so govorili tako, kaj vse naj bi se človek izpovedal, ne, kaj je hodil po stranpoteh, so omenili tudi horoskop. No in potem sem šla k sveti izpovedi in sem med drugim omenila tudi horoskop in me je duhovnik vprašal, ja, zakaj pa horoskopa, veš, zakaj to izpoveduješ, ne, a veš, kaj je narobe s tem, ne? In sem rekla, ne vem. Pa je rekel, lej, Bog ti daje svobodo, Bog te ljubi tako, kot si, Bog je brezpogojen, ne, te ljubi. In takrat sem dojela, wow, Bog me ljubi, ne glede na to, kakšna sem. In v meni se je vzbudilo tisto hrepenenje po zakramentalnem življenju. Začela sem živeti bolj evangeljsko. Vse tiste stvari, ki so mi prej nekako jemale čas in moč in vse, so kar začele odpadati, vse, kar ni bilo pomembno v mojem življenju. Začela sem hoditi na molitveno skupino, začela sem moliti, krepiti osebni odnos z Jezusom, opravila sem življenjsko spoved, začela sem hoditi na različne seminarije in predvsem je vplivalo tudi to, da sem imela okrog sebe ljudi, ki smo isto čutili in živeli to vero. In potem so bili seminarji in slavljenja in vse tako, in sem začutila, moram pa tudi sama poglobiti ta odnos z Jezusom, zato sem šla na ignacijanske duhovne vaje v tišini, kjer se mi je odprl nov svet, ki se je pa nekako potem dopolnil tudi v seminarju Glej luč v Ljubljani, ko je bilo to izlitje Svetega Duha. In takrat sem kot da bi videla to podobo, te slike dvodimenzionalne Jezusovega srca, ki jo imaš na steni, kot da bi se ta slika odprla in dobila globino in sem videla, wow, to je cel svet, to je življenje. In kot da bi na pragu stal Jezus in me vabil in mi govoril na srce, vedel sem, da boš prišla.